Papeževa jutranja homilija je danes govorila o soli in luči. Oznanilo evangelija ne dopušča nians ali negotovosti, ne skriva se za morda ali za da in ne. Krščansko oznanilo temelji samo na besedi da. Od tu izhaja moč, ki vodi v pričevanje, da kristjan postane sol zemlje in luč sveta, ter da slavi očeta, kot je izpostavil papež Frančišek med mašo v domu svete Marte. Sveti oče je homilijo strnil okoli 3 ključnih besed, ki jih najdemo v današnjem bogoslužnem branju: da, sol in luč. Izpostavil je, da je oznanilo evangelija določeno, ne obstajajo nianse, malo da in malo ne, ki vodijo v zatekanje k umetnim gotovostim, kot je to na primer pri kazuistiki. Omenjene 3 besede kažejo na moč evangelija, na moč krščanskega oznanila, na tisto moč, ki vodi k pričevanju in tudi k slavljenju Boga. V tem da torej najdemo vse Božje besede v Jezusu, vse Božje obljube. V Jezusu se izpolni vse, kar je bilo obljubljeno, in zato je v njem tudi polnost. V Jezusu ni ne, vedno je da v očetovo slavo, je zatrdil papež. Tudi mi smo del tega Jezusovega da, ker nas je on potrdil z maziljenjem, vtisnil nam je pečat, dal nam je jamstvo duha. Mi smo soudeleženi, ker smo maziljeni, zapečateni in v roki držimo to gotovost, jamstvo duha. Duh nas bo vodil do dokončnega da, tudi do naše polnosti. Ta isti duh nam bo prav tako pomagal postati luč in sol. Duh nas vodi k krščanskemu pričevanju. Ob koncu homilije je povabil, naj prosimo za to milost, da bi se oklenili, bili ukoreninjeni v polnosti obljub v Jezusu Kristusu, ki je da, popolni da,